Za nami je 2 uri druženja z zelo zanimivo damo iz 20. stoletja, Florence Foster Jenkins. Večina nas, govorim tudi zase, je najbrž prvič zanjo slišala prav ob odrskih in filmskih uprizoritvah, no, naš današnji gost, Pavel Mihelčič, pa je seveda zanjo vedel že prej. No, to je res, predvsem smo tisti, ki smo delali radijske programe, vedno iskali tudi tista dela, ki so bila na ploščah, ki jih običajna publika ne pozna. In jaz in še vedno odkrijem nekatera dela, nekatere kompozicije, nekatere izvedbe, ki jih ljudje ne poznajo. Kot je gospa kolegica moja povedala, da še vedno delam eno oddajo na radiju in te oddaje delam mnogokrat iz plošč, ki jih imam jaz sam doma. In ponavadi malo žalosti ugotavljam, da jih radio nima, ampak jih imam jaz. Tudi včeraj sem posnel 2 oddaje, večinoma so bile to moje plošče. No, in tisto, kar pravim, da je zanimivo, je seveda zanimivo zaradi izvajalcev in tudi zaradi muzike, kakršnakoli že je. Če povem eno anekdoto. Torej, nekoč, ker je nekdo vedel, kaj jaz želim, mi je kolega obvestil, da ima nekdo v Mariboru eno ploščo, ki je najbrž ne poznam. In tisto ploščo jaz dobim in na tej plošči je pela Marilyn Horne. To je znamenita pevka, ki je že pokojna in ki je nekoč doživela veliko slavo. Ko je pa prišla k nam in je pela tudi v Slovenski filharmoniji, je pa en kritik, ni pomembno kdo, o njej napisal grozovite stvari. Približno tako, kot je tle nekdo tudi napisal v tem filmu. Norčeval se je z nje, ker je češ slabo pela, ampak nekoč je bila to zelo slavna gospa, Marilyn Horne. Zelo slavna. Po mojem jo tudi vi poznate vsaj po imenu in ima imenitne plošče. In ona je, tisti posnetek, ki sem ga jaz dobil, je bil, da je pela eno arijo, ki traja 4 minute in ki sem jaz kot profesor na akademiji pogostoma predvajal tudi svojim študentom, potem mi je pa nekdo speljal in je nimam več. Speljal, sposodil si je in pozabil je vrniti, jaz sem pa pozabil, kdo je bil. No, ampak ona je pela arijo na enem samem tonu in to je bil samo cis, 2-krat črtani cis. En sam ton, 4 minute je pela na enem samem tonu. Glasbo je napisal pred mnogimi leti, recimo Rossini se je rodil nekaj tednov po smrti Mozarta. Rodil se pa je, zelo lahko si je zapomniti, leta 1792 na prestopnega leta dan, to se pravi 29. februarja. To je čisto lahko si zapomniti. In to 5 tednov po Mozartovi smrti. Napisal je to arijo na enem samem tonu in potem, ko so ga spraševali, zakaj je to naredil, je rekel, jaz sem dobil naročilo, pevka je imela lep ton samo ta. To je bil edini ton, ki ga je spravila skupaj. Ampak arija je imenitna. Imenitna. Kajti vmes igra seveda izvrsten pianist in igra vse mogoče modulacije in to je šola, to lahko pokažem svojim nekdanjim študentom, kako lahko na enem samem tonu briljiraš 4 minute. To je nekaj neverjetnega. Nekoč je naredil Rubinstein, ne ta slavni Rubinstein, ki je pianist, ampak nekdo drug iz profesora kompozicije v Moskvi, ki je učil tudi Čajkovskega. On je napisal skladbo na Durovo lestvico.
pa nazaj. Ne? In potem sem se jaz spomnil še nečesa. Jaz poznam enega biologa, ki ima na telefonu zvok stenice. On proučuje stenice. To je akademik, ni pomembno, kdo je, ampak hočem reči, to je zelo imeniten gospod akademik, ki proučuje stenice in se mu stenice oglašajo, ampak jih ima več vrst stenic, ker to jih je cel kup. In je vedel, aha, to je moja tašča. To je moj sin in tako naprej. Ne? In je imel vsak imel neko svojo stenico. Ne? Ampak to me ni tako zanimalo, mene je nekaj drugega impresioniralo. Pokazal mi je posnetek, ki ga je sam napravil v Afriki. Dobil je ptico, ki je zapela Durovo lestvico navzgor. Nazaj je ni znala. Ampak potem je čez pela tako kot tale gospa Jenkins, fovš. In je čisto narobe je bilo. In ko je zapela narobe, utihne in potem nekaj minut ne poje. In potem proba še enkrat in zapoje prav. To ne morete verjeti, to sem jaz predvajal tudi na radiju, ta posnetek obstaja in ta posnetek je napravil ta gospod, ki se piše Gogala. Mogoče, če greste na internet, boste videli njegove razprave o stenicah, ki so zelo zanimive. No, vidite, zdaj je tako. Kaj je petje? To je nekaj zelo relativnega. Jaz sem poklicni glasbenik že zelo dolgo časa, ampak pet pa ne znam. In ko sem vodil en zbor, to se pravi zbor glasbene matice, je prišel Latko Korošec, stanoval, pa je videl, da jaz pokažem, kako morajo pet. Je rekel, vi znate pokazati, kako morajo pet, ampak pet pa ne znate. To mi je rekel, jaz sem rekel, to jaz vem, Bog pomaga. Ne, vidite, in danes smo imeli en film o eni pevki, ki je na vsak način hotela pet o Carnegie Hallu. Kdo še ne bi hotel, recimo zlasti, če pomislim moje kolege, marsikdo bi rad nastopil v Carnegie Hallu. Nastopilo jih je tudi nekaj Slovencev, tudi naš orkester, radijski orkester, mislim, da je tudi Filharmonija, nastopila je Dubravka Tomšič tudi tam, še nekateri so nastopili, ampak za to dvorano so postavljeni tako visoki kriteriji, da je ta ideal še veliko večji, da do tega prideš. Če so kriteriji visoki, potem moraš imeti neko strašansko moč, da se tem kriterijem približaš. In tu smo videli to. In meni je bilo všeč, če govorim o tem, kaj mi je bilo všeč, seveda jaz sem se smejal in skozi jokov, ko sem slišal, kako gospa poje. Poleg tega sem zvedel, da je te posnetke naredila vse ta gospa, filmska igralka. To niso bili avtentični posnetki, čeprav obstaja 4 ali 5 plošč in eno ploščo ima tudi radio. Tako z njenim originalnim petjem in pianistom, ki je bil njen stalni pianist. No, jaz mislim, da je to ena velika želja v človeku, da bi naredil nekaj, kar je popolnoma nemogoče. Za njo je bilo nekaj popolnoma nemogoče, da bo pela v tako imenitni dvorani. Ampak cilj je dosegla. Od vsega tega je seveda, kot vemo, je malo potem tudi umrla, ampak imela je nekaj čez 70 let, 76 ali 77 let, nekaj takega je imela, in statistike imamo že toliko let, je počasi se približuje čas. No, in zato pravim, da je v tem filmu bilo par sekvenc, ki so mi pa dale vedeti, da stoji za kamero imenitni režiser. Jaz pojma nimam, če imam prav, boste bi povedali svoje, ampak meni se zdi, da je bil kar impresivno filmografijo. Imeniten. In sicer ena scena je takrat, ko ona igra tisti ton preludija v Emolu.
od Friedricha Chopina, on pa igra harmonijo, ki se samo harmonije spreminjajo, ton pa je samo en sam ali pa njegov sosed. Kot bi se pogovarjal z enim, ki je zraven mene ali pa sam s seboj. No, in on pa s harmonijo in ta harmonija, ko se že začne rast, ko postaje že malo bolj komplicirana, na koncu pride na kadenca, se ustavi klavir, kadenca, takrat začne nova glasba, drugačna glasba z saksofonom malo na jazz. Ne? Mislim, da to je imenitna scena. Toliko. Za uvod. Takole bi vas vprašala, kot sem prej ob uvodu v film omenila, 20 let nekako v teh gledaliških in filmskih krogih je nekako znana zgodba o Florence. Ob tem se pa postavljajo številne vprašanja, ker veliko podatkov o njenem življenju pa vendarle ni znanih, čeprav je izšla tudi knjiga. Znani so bolj drobci, nekatere smo videli tudi v filmu, znane so pač domneve. Lahko tudi rečemo, da ta interpretacija Stevena Frersa je njej nekako zelo naklonjena. Žal so se izgubila tudi pisma, ki sta si jih pisala z možem, s tem angleškim igralcem St. Clairom. No, ampak ob vsem tem, kako bi vi kot glasbenik odgovorili na to vprašanje? Mi vemo, da svoj glas sebe slišimo drugače, kot nas slišijo drugi. Ali je možno, da ona sebe ni slišala? A je to možna interpretacija? Majhen, če dovolite, se bom še vrnil nazaj. Kako sem se jaz s tem glasom sploh srečal? Jaz sem slišal, da obstajajo posnetki ene pevke, ki poje zelo po svoje. No, ampak potem pa dobim ploščo in to poslušam, jaz se bil res tako presenečen, da sem eno oddajal to kar v vrstu s komentarjem. Potem je pa to posnetke slišal nekdo, ki je na radiju veliko bolj znan kot jaz, to je bil Sašo Hribar. In je prišel k meni v sobo in rekel, odkot imaš to ploščo? Pa prosim, imamo tukaj na radiju, pejte iskat, ne? In je šel iskat in potem je on to v eni svojih oddaj predvajal in si je še malo zlagal. In je rekel, poje v New Yorku je koncert in tam poje ta in ta pevka, spremlja pa je Pavel Mihelčič. V redu, jaz to slišim, slučajno sem to slišal. In potem, kaj se je zgodilo? Pri pošti me en moj znanec, glasbenik, lepo vas prosim, ustavi in vpraša, kaj nisi ti v New Yorku? Kako je on to pomislil? Sploh ne vem. No, kar se pa tega tiče, da odgovorim na to vaše vprašanje, je tako. Vi si samo predstavljate, da imate doma koncertni klavir, ki ima veliko zvoka. Koncertni klavir ima veliko več zvoka kot navaden. Pianino, da ne govorim. Pianino prepoznaš, če si šolan glasbenik, po zvoku ga prepoznaš takoj, ni treba, da ga vidiš. Ne? Tudi mi razlikujemo celo Bösendorfer od Steinwaya, se razlikuje, ampak moraš imeti res izvežbano uho. In zdaj si pa predstavljate, da ste vi inštrument, kajti pevec je inštrument, njemu nastaja glas v preponi. In če preponi nima izvežbane, potem je tako, kot je zapel tisti ptiček, ne? Poje foš, ne? Dvakrat morata, trikrat pa sploh ne. No, in hočem reči, da si morate predstavljati, kot da bi jaz zlezel noter v klavir pod tisto ploščo, ki je iz lesa, oziroma iz smrekovega lesa, ki ojača ta ton in ki ga oplemeniti. Ne? In da poslušam jaz neposredno klavir z ušesom, ki je oddaljen 10 cm od strun. To je grozno. Če bi to se ne da probati, ker tam ni prostora za človeško uho. Ampak to je, če si prideš, da si proizvajalec tona, potem je to popolnoma drugače. In pevci imajo ton tu in v glavi. Vse ta del od pasu navzgor, to je njegov inštrument.
Noge niso inštrument, noge so samo, kot ima klavir, ima 3 noge, tako ima človek 2. No, ampak on postane inštrument in jaz mislim, da je to popolnoma drugačen občutek za pevca in on tudi drugače sliši. Če si predstavljate en glas, kakršen je imel Pavarotti, da se je slišal tam zelo daleč, zelo na glas in da ti nekdo to trobi tukaj 5 cm od ušesa, si skoraj znoriš, ker je to tako močan glas. Ampak on pa s tem svojim glasom živi. On mora s tem glasom živeti in ga oblikuje z dikcijo, artikulacijo, z vsem mogočim, predvsem zvokom in svojimi glasilkami. In te glasilke so seveda silno občutljiva stvar. In nekdo, ki ima izvežbane te glasilke, mu potem še veliko manjka, da te glasilke tako uredi, da delujejo. Delujejo s pomočjo prepone, to je osnova, in s pomočjo tehnike, ki deluje kot artikulacija, kot dikcija, kar pomeni oblikovanje zlogov. In ta gospa, ko smo slišali, te artikulacije ni imela. Ne? Ona ni znala oblikovati zvokov. In če so bile kakšne kromatike, je pela glissando. Ne? In to so te stvari, ki jih potem začneš pol razmišljati, ker pogum pa je imela, ne? To pa vemo. Da je šla na oder, da je pela, pogum je imela tudi zato, ker je bila prepričana, da ni dobra, da ni slaba, ampak da je dobra. Ne? In to prepričanje marsikomu škodi. Ne? Tudi znanim umetnikom. Recimo Schubert, ki je bil star 31 let, ko je umrl, in ki je nekaj tednov pred svojo smrtjo prvič toliko zaslužil, da si je lahko kupil klavir, ker ga prej ni imel, ker si je takrat šele plačal učitelja, ker prej zanj ni imel denarja, je zavrgel ogromno svoje skladb, ker je bil prepričan, da ne zna kontrapunkta, ne zna harmonije. Danes mislimo, da je to bil eden največjih muzikov na svetu. On bi bil verjetno še boljši kot Beethoven, če bi živel 56 let, kakor jih je dočakal Beethoven. Ampak on je umrl takrat, ko je Beethoven dobro začel. Prvo simfonijo napisal, ki ni nič tako eminentna, kot so bile druge, ne, ker je še po Haydnovskem vzoru napisana, ne, ampak Schubert je pa tukaj že vse naredil. On jih je naredil vse do nedokončane, ki je nikoli ni slišal. On cel kup svojih stvari nikoli ni slišal. Samo tiste je slišal, ki jih je sam igral. In samo en velik koncert je imel. In to nekaj tednov pred smrtjo. To so nezaslišane stvari in hvala Bogu pravim, da niso ga vzeli v Ljubljani, ker če ne bi tle umrl. Tle je premalo bilo okolja. Komponisti in izvajalci rabijo prostor in rabijo okolje in rabijo publiko, ravno tako kot rabi kruh sol. Če soli v kruhu ni dober. In poslušalci so tisti del, ki pomaga umetniku, da lahko izrazi sebe. Če ni tega feelinga nazaj, je vse zastonj. Pol pišeš za svoj predal, v predalu to zgnije in splesni. Jaz mislim, da je dejansko ta gospa Jenkins imela verjetno en drugačen vtis vsem, imela je verjetno drugačen tis comeback, ne, kako se sliši. Ona je verjetno bila prepričana, da poje dobro. Drugi niso bili prepričani, so vzeli to kot velik hec, ne kot šalo. Ona je bila zelo prizadeta, ko je nekdo rekel, smejali smo se. Ne? Kar pomeni, norčevali smo se iz tebe. Ne? Ona je bila zelo prizadeta. Ona je po mojem bila prepričana, da ima svoj prav, če pa je bilo tle posledica tiste njene bolezni,
ki je staknila pri 18 letih. No, če je bila posledica kakšnih drugih elementov, to mogoče vedo bolj kakšni drugi strokovnjaki, ne pa jaz. Ampak najbrž je pa, mislim, da je ona, kot je delala to kariero, svoja, vendar je bila karijera. Ne? Cel svet ve za njo. To je karijera, o tem ne moramo reči, da ni. Ne? Ja, koliko pa imamo mi takih pevcev, samo 2, 3, ki delajo svetovno kariero. Ne? Pa še ti imajo težave. Ne? Kajti trg je zelo velik in na tem trgu so včasih pomembno, če si take narodnosti ali pa če si vsaj malo žida, ne? Da ti uspe. Kot v rokometu, a ne? Ja, posod je tako. Ne? Zdaj, jaz se seveda strinjam, ne, sploh iz današnjega gledišča je to fascinantna oseba. Rodila se je nekako sredi 19. stoletja, očitno je bila zelo odločna, ker se je takoj po tej nesrečni poroki uprla očetu in se odločila, da se bo preživljala sama, kar je še v današnjih časih težko pred 100 približno leti za žensko, pa najbrž še neskončno teže. No, potem, ko je postala bogata dedinja, je pa postala, tu se je preselila v New York skupaj s svojo mamo in je postala pomembna newyorška mecenka. Pa mogoče, Pavel, še ena beseda o tem okolju glasbenem. Smo sredi druge svetovne vojne, veliko glasbenikov iz vsega sveta, sploh iz Evrope, se je zateklo v New York, kar nekaj jih tudi srečamo tukaj v filmu, vidimo takoj na začetku ne preveč prijazen portret znamenitega dirigenta Toscaninija, pa nekoliko pozneje potem vstopi v film Cole Porter, pa sopranistka Lily Pons. To so neke realne reči. Veste, tudi Toscanini je imel eno precejšno napako. On ni skoraj nič videl. On je bil na pol slep. In zato je on vedno dirigiral na pamet. Ne zato, ker bi imel tak spomin, ampak zato, ker ni nič videl. On je imel, to je bilo res, to mi je še pokojnik Kozina povedal, ker je tudi mene nekaj učil, nekaj časa učil. No, je bil koncert v Švici, kjer je bila vaja in se je razjezil. On je bil zelo razjezljiv, kolerik, bi rekel, ne? In je na nekoga tako kričal in se drl, na kar je vzel to nase in sicer pokazujejo partituro, da to, kar oni igrajo, kar vi igrate, in je zabrusil orkestrašem, to ni vredno tega. In je vrgel na tla, zdaj tudi to ni se skepnač in je začel po partituri hoditi. Nekar je bil zraven koncertni mojster, pa je rekel, maestro, ne tukaj, tukaj je partitura. On je hodil, vrgel partituro, pa ni hodil po partituri, ker je ni videl. In on je vse, nikoli ni dirigiral iz not, ker je takole gledal note. Na 5 centimetrov, da je sploh videl in se zapomnil. Tako je bilo tudi še več takih anekdot, ampak kot rečeno, imel pa je izreden sluh, kar je tle presenetljivo, da je on poskušal hofirati tej gospe, oziroma je biti prijazen do nje. No, imel je izreden sluh in izreden spomin, kar pomeni, malo je pogledal partituro in je že znal na pamet. To je bila pa druga njegova sposobnost, ki sem jaz tudi opazil predem v svojem študentu, ki je bil slep, ki je čutil, je rekel, to so vrata, to je lesen, to je to, z svojim tipom je čutil, ne, to. No, in tako kot je Beethoven, če veste, Beethoven je bil tudi več ali manj gluh, ne, ampak on je dirigiral, ampak v zadnji imel pa drugega dirigenta, ki je njega so gledali, ne pa Beethoven, ker Beethoven je bil čist iz ritma ven, sploh ni znal dirigirati, ni šlo, pa tako velik glasbenik ni znal, ne. No, ampak hočem reči, imamo pa zato nekatere stvari,
ta skladbica Für Elise, če jo poznate, ne? To je on, zakaj se imenuje Für Elise? On je to dal, njegov zdravnik je bil prijatelj, ki ga je slušno zdravil in je ta zdravnik ni hotel mu nič računati, delo je to vse zastonj, ampak potem mu je nekega dne prinesel za njegovo hčerko tole kot honorar. In to je bil honorar za njegovo zdravljenje, njegova bagatela Für Elise. No, in Beethoven je imel še neko spretnost. On je igral, kadar je igral klavir, igral strašansko na glas. In je bilo vse preveč glasno, ne? Ker je malo slišal, ampak premalo, da bi mogel to kontrolirati. No in je se navadil, da je s tem, če je narahlo prijel za klavir, ko je igral, da je z eno roko igral, pa prijel klavir, da je čutil tone. In da je celo znal razbrati intonacijo. Če je to res, ne vem. Ne vem, ampak tako se govori, da je vedel, kakšne intonacije, zato jih je zbiral, ker njemu je bil D-dur vesel, S-dur je bil oštar, ne? S-dur je bil za take gnevne stvari. Z S-durom si lahko jezen, z D-durom ne moreš biti. To, ne? Tako kot je čutil v tonalitetah Chopin, on je uporabljal nekatere tonalitete, ker tiste so imeli ta izraz. To se vidite, da so včasih, po mojem, naši predniki še veliko bolj slišali kot pa mi. Ker mi miru nimamo. Mi imamo zmeraj ene šume, nekaj se sliši. No, in tako, če se vrnem na ta film, mislim, da je tle bilo vprašanje tega, kaj pevka sliši, kaj pevc sliši. Zato jaz najbrž nisem čisto pravi, da bi povedal, kaj ti kakšen pevc, ki poje, potem mislim, da on tudi to drugače posluša, sam sebe. Ne? Sam sebe posluša drugače. In tako recimo, oni imajo tudi relativno intonacijo, ne? Kar pomeni, da sem jaz bil na eni operni predstavi delam pravzaprav kot kritik, tudi kot kritik. No, ko je nekdo, en pevc, padel v eno območje, ki ni bilo čisto in ni bilo v skladu z orkestrom. Orkester je igral svojo intonacijo, on je igral pa za četrt tona narobe. In ni mogel priti iz tega ven. Ni mogel. Ni mogel vmes popraviti intonacije. In je trpel, vedel je, da je narobe, ampak to se ni dalo. Kar pomeni, da pravimo pevcev, kot je bila recimo ta oseba, ki je Meryl Streep imenitno podobila, ne, da verjetno se ona potem že več ni zavedala, da poje neki fovš, neki... In tudi ona je vedno pela v teh nekih zaključenih okoljih za svoje prijatelje. Ja. To je bil v bistvu njen prvi in edini tak javni nastop, kamor je sploh bila dopuščena tudi širša strokovna javnost. Mogoče kakšno vprašanje, tako še kakšno mnenje od gledalcev? Potem imam pa jaz, Pavle, eno vprašanje za vas. Recimo, ko sva že omenila, ne, vi ste bili dolga leta kritik glasbeni za časopis Delo, pa recimo, da bi vas New York Post leta 1944 poslal v Carnegie Hall na koncert Florence pisati oceno. Pa še dejva povedati, da vi tudi nekaj veste o njej, da ni za vas popolna neznanka, da malce poznate njeno mecensko delo v New Yorku, da recimo imate neke osnovne informacije. No, mogoče bi naredil en majhen popravek. New York je pozneje postal center. Danes gremo, rečemo, nastopamo v New Yorku, ali pa bil sem v New Yorku, nastopal je orkester v Carnegie Hall. Carnegie je bil mecen, bogataš in po njem sem, tako kot če pri nas Janković naredil dvorano, pa bi hodili na koncerte v Jankovićevo dvorano. Ne? To, nekaj takega. Ne? No, nekaj takega je bilo. Ne? Nekdo, ki ima denar, je naredil to dvorano in s tem si naredil svoje ime.
Jaz bi rekel, da je bil Boston tisti nekoč, ki je bil center. V Ameriki je glasba začela No, postajati. ampak zdaj pa v dovolite, Bostonu. Mičkan vas bom prekinila, pa se vrnila nazaj k svojemu vprašanju. Vi ste zdaj kritik v New Yorku, Carnegie Hall, oktober, koncert, zagata. Priznam, da te želje nisem imel nikoli. In mislim, da to je tako. Kritik sploh ne sme pomisliti, da piše za določen krog bralcev, ker potem je njihov suženj. Jaz povem, kaj mislim. In vedno moram povedati tako, da če me kdo reče, zakaj si pa to napisal, povem, zakaj sem to napisal. Ne? Se zgodijo tudi kakšni take drobne napake. Nekoč je bila ena beseda obrnjena narobe in je bilo za eno pevko, ki je bila slaba, napisano, da je dobra. In tam je prišla še pred nekaj leti se zahvaliti, ker to je bila edina dobra kritika. Ne? No, to se zgodi, ne? Pele je grozno. Ne? In napisano pa je bilo, jaz se ne spomnim tega stavka, samo eno besedo so mi v redakciji črtali, nekaj razga in je bilo, kot je krasno. Ne? No, a vidite, človek, ki piše kritiko, mora si izoblikovati nek svoj prav in svoj način kriterija. Tako sem jaz že napisal za kakšno skladbo kritiko, da je odlična, ampak če bi me vprašali, če je tako dobra, a bi kupil ploščo, pa prav, še za stonje ne bi maral, bi rekel. A veste, ker jaz imam svoj kriterij, kot komponist ga imaš, drugačnega, in recimo tisto, kar je naredil John Cage, ki vsi ga muzikologi hvalijo, toliko sekund tišine, ne? To je ena velika neumnost, to je provokacija, to nič ni. John Cage, gor dol, to je samo slavno ime. In zato povem še nekaj. Ko sem bil jaz, kot kritik, kot radijski sodelavec, v Varšavi na Varšavskem festivalu Varšavska jesen, se je zgodilo vse so takih provokacij. Nekdo je napisal skladbo z naslovom Šibje. In so prišli gor in so začeli lomiti šibe, take palčke. Ne? In noter so bili gasilci, kar morajo biti, en gasilci je bil tam sigurno, ampak nekdo je prišel tam in je tiste šibe prižgal. In je začelo v dvorani to gor. In ta, nekdo je rekel temu gasilcu, pejte to pogasiti, ponesel, to je performance. Ni bil performance. To je nekdo naredil provokacijo in to zažgal. In je začelo tam gor. Je bil kar ogenj, je bil v dvorani, koncertni dvorani. Ne? No, potem je prišel en dan pozneje slavni pianist John Ogden, tudi v Ljubljani je bil, mogoče ga poznate. No, slavni pianist, takrat je bil pa zelo slaven še, ne? Takrat to je bilo 30 let nazaj. No, in on je igral eno skladbo in so se opravičali organizatorji, da prihaja iz Londona, ampak da bo malo zamudil. Ni malo zamudil, zamudil je več kot pol ure. Mi smo vsi čakali in potem je prišel na koncertni oder in je prišel k klavirju in je odprl nadstrunen pokrov, ga je pokrov dal in je dvakrat naredil tako, pa tako, in to je trajalo nadaljne pol ure, zaigral ni nobenega tona in potem je odšel, vzel honorar, adijo. Ne? Ampak ljudje so ploskali, bili navdušeni. Igral ni nič, bil pa je to John Ogden, lahko bi bil kdorkoli. Ampak to je bil slaven pianist, ki je prišel igrati v Varšavo, ampak so mu dali igrati skladbo, kjer ni bilo nobenih not. Jaz sem imam doma partituro, ki je nekdo prinesel, tako da je bilo partituro, več kot 100 strani in noter ni nobene note. In nekaterim se zdi to duhovito, meni se zdi to neumna provokacija, več drugega. Ne? Kajti pol lahko nekdo naredi film, ki bodo cel večer vrteli samo belo platno in bodo rekli, to je pa res genialno. Ne?
Jaz mislim, da tle bi pa res razumeli, da ni to več genialnost. Zato pravim, kot kritik moraš imeti določene kriterije in lahko oceniš nekaj dobro, ker predvsem ocenjuješ profesionalno plat kompozicije. Ali je prav narejeno, vemo, kako se dela sekvenca, vemo to, kot vejo filmarji, profesionalno. Ampak potem, če se te, na koncu se ti mora ta skladba dotakniti. In če se ti ne dotakne, če ti tudi film, če te ne prime nič, rečem, napisal sem dobro kritiko, ampak hvala, nikoli več. Ne? Zato pravim, čist vseeno, moje kritike so tudi v Avstriji že ponatisnjene, pa v Italiji. Ampak bolj ponatisnjene. Enkrat so me pa poklicali en časopis iz Avstrije in sem moral po telefonu povedati. In je bilo objavljeno. No, kot drugot nisem imel teh kritik objavljenih, saj da jaz ne bi vedel. Če je kakšen ponatisnil, kakšen umetnik, ki je dobil v Ljubljani kritiko in mu je to nekaj pomenilo, kar pomeni. Mi mislimo, jim nič ne pomeni. Oja, jim kar pomeni. Tudi kritika v Ljubljani, ko vidijo publiko, ki nekaj razume, potem vsakmu umetniku tudi nastop sredi Ljubljane veliko pomeni. Verjemite mi. Hvala lepa. Vedno moram delati tako, da rečem, jaz imam prav. Zaradi teh in teh znanj, ki sem jih pridobil, in je čist vseeno, kdo to objavi in kdo to komentira. Jaz ne bi napisal kritiko za humoristični časopis drugače, za takšen bolj vrski časopis drugače, za bolj resen časopis. Vse teh resnih časopisov je tako in tako čedalje manj. Zdaj, če povzamem nekako naš pogovor, bi zaključila, da je v glasbenem svetu še veliko zgodb, ki bi lahko bile filmsko za nas gledalce tako zanimive, kot je bila ta zgodba o slavno neslavni Florence. Samo poznati jih je treba. Hvala lepa za tale pogovor. Jaz vam želim, da bi zgodba o tej pogumni ženski, ki jo je Steven Frears obdelal na en tak ganljiv, duhovit način ali pa duhovit, ganljiv način, odvisno od gledalca, da bi ostala še z vami nekaj časa. Dve gospe tukaj, prej sta mi že rekli, da vsej danes bo z njima ta zgodba. Sicer pa se vidimo čez 4 tedne na naslednjem filmu, naslednjič pa gremo v Južno Ameriko, v Brazilijo, še z enim imenitnim filmom Aquarius. Do takrat pa vam želim veliko filmskih, pa tudi glasbenih užitkov. Hvala lepa. Hvala.